Čestitam najprej za to, da si bil izbran. Hvala lepa. Kot sanjski moški. Kako se počutiš kot sanjski moški? Nisem navajen takih občutkov oziroma takih hval, oziroma že ta ime je tako ful velik. Ja? Mogoče precenjen, ampak ok, pustimo to, ker zame sanjski moški mogoče sploh ne obstaja. Po drugi strani je pa za določeno osebo samo en sanjski moški, ne? Oziroma ne moram biti zdaj splošno za vse ženske sanjski moški, upam, da bom pa za mojo izbranko kot sanjski moški. Sem pa iskreno vesel, da imam to opcijo, da sem jaz sanjski moški in da se podam v ta šov, lov za dekleti in verjamem, da se bom imel super. Kaj pričakuješ? Pričakujem dve stvari. Da pridem ven zaljubljen in v dvoje. Torej, trenutno nisi zaljubljen, kar se tega tiče, so dekleta varna? Glede tega so čist varna. Že dlje časa samski? Ja, lahko rečem, da sem 2 leti samski in sem ta čas delal na sebi, se še bolj spoznaval in da sem pripravljen. Mislim, da za neko resno zdravo vezo sem pripravljen in vem, kaj hočem in kaj lahko ponudim. Kakšna je tvoja, bom rekel, sanjska ženska, če si ti sanjski moški? Kaj pričakuješ od dekleta? Moram priznati, da sanjske ženske ne iščem. Iščem neko sproščeno dekle, katera mi bo nudila neko oporo, bova se spoštovala, imela bova pristan odnos, komunikacija bo tekla v vezi in to so neke temeljne stvari, katere bi jaz želel pri moji sanjski ženski oziroma pri moji partnerici. A misliš, da bo izbor težek? Zelo veliko dam na energijo, tako da mislim, da ne moreš fejkati energije in bom hitro vedel, katera ima pristno energijo, do katere mogoče ne čutim toliko energije. Seveda bom pa pustil opcijo, da se mogoče kasneje to razvije. Ampak verjamem, da ta prvi trenutek, ko se z nekom vidim, mi veliko pove. No, ko smo že ravno pri tem prvem trenutku, kaj je tisto, kar ti na dekletu najprej opaziš? Najprej opazim energijo in ta občutek, če je mogoče v moji bližini, drugače pa seveda nasmeh in iskrive učke. To je neka taka stvar, katera me tako, ko jo pogledam, me kar pomiri, če ima lepe iskrive učke. Kaj pa nasmeh? Nasmeh mi je pa zelo simpatičen na ženskah, tako da me ne pomiri, ampak mi je simpatičen, bo rečeno. Se ti rad smejiš? Jaz se zelo rad smejim, ja. Kaj te zelo nasmeji tako? Ja, mene nasmejijo neki pristni trenutki, kakšne spontane situacije, ki take ne morejo biti zaigrane oziroma povedane kot nek vic, ampak se dejansko zgodijo. To me najbolj nasmeji. A si zdaj pri načrtovanju šova kaj sodeloval zraven, ali bo vse zate presenečenje? Jaz nimam pojma. Tako da po eni strani se tega zelo veselim, ker bo vsaka stvar presenečenje, po drugi strani imam poslušati stvari pod kontrolo, oziroma saj vem, o čem se bo šlo, ampak sem si rekel, lej Gregor, bodi to, kar si in pusti se presenetiti, karkoli se bo zgodilo, verjamem, da bo... Verjetno bo nekaj izzivov, tudi zate presenečenje, Ja. Je kakšen izmed njih, ki bi se ga recimo ustrašil? Ustrašil mogoče kakšne živali. Katere? Drugače pa plesa me je strah, ampak na drugačen način. Tam glih nisem najbolj samozavesten. Kje pa si najbolj samozavesten? Pa bomo rekli v večini športov. Se pravi, žogo, športi so mi zelo blizu. Pa rečva, ker sem nogometaš, igram tudi nogomet v Avstriji, da sem pri nogometu najbolj suveren. To se pravi, da boste mogoče igrali nogomet z dekleti? Pustimo se presenetiti, bomo videli, upam, da bomo kaj imeli na temo nogomet. Kaj pa recimo splezal bi na trboveljski dimnik? Ne bojim se višine, bi poskusil, sem pa zadnjič gledal naša 2 plezalca, ki sta plezala gor in si nisem predstavljal, da je to toliko visok, tako da bi to kar predstavljal en izziv, ampak bi šlo. Bi bil sposoben potem na vrhu dimnika recimo objeti in poljubiti dekle? Ja, bi z veseljem. Kakšen je tvoj najbolj romantičen kraj recimo? Obožujem sončne vzhode in zahode. Obožujem kaminček in mogoče kakšne snežne
atrakcije. Mogoče, da sem nekje na snegu, da je kamin in da uživam v dvoje, lahko je tudi noter, lahko je zunaj ali pa še ogenj. Take stvari so mi res všeč. Drugače pa neka večerja na gliserju ob sončnem zahodu ni čisto nič manj vredna. No. Ja, menda znaš tudi kuhati, ne, da bi lahko svoji izbranki recimo pripravil tudi sam romantično večerjo. Kaj bi ta bila, kaj bi ji pripravil? Ja, res, da ga zelo rad kuham, mislim zelo rad, ampak nisem zdaj nek doktor kuhanja. Glede na to, da sem tak prilagodljiv, lahko delam več stvari, no. Ni zdaj samo kakšen piščanc, lahko so tudi pri solati, lahko so mogoče vegi, lahko kakšno ribo. Mogoče bi izbral za prvič kakšnega lososa, takega lahkega, da bi mogoče z vinčkom še nazdravil zraven, to bi pomalo kar to. Kaj pa, če je ribe? Pa na glasbo ne smemo pozabiti. Kar ko rečem, je glasba vedno prisotna. Brez glasbe ne morem in sem sam v dvoje, vedno je glasba prisotna. Ok, bi ti izbral glasbo ali bi prepustil izbor? Prva pesem bi bila moja, potem bi pa lahko prepustil. Da jo pač očaram, potem pa lahko. Nimam pa drugače, ker so lih pri tem težav s tem, da mora biti vse po moje. Sem prilagodil v vezah in če bi imela željo, da bo prva pesem njena, potem se lahko tudi s tem strinjam. Ampak plesala pa ne bi? Lahko probava, lahko bi samo tako, pred kamero pa res nisem suveren. Uživo bi probal, bi se potrudil, no? Nisem tak, da ne bom rekel ne, se pa potrudim. Ampak ne odgovarjam pol na kaj na to, kako to izpade. To ne odgovarjam. Res deluješ sanjski, a ne? Bi človek rekel. Tako da upam, da bojo dekleta na tabo navdušena, a ne? Tudi jaz, ker mogoče je moj strah glih to, da pa ne bi bil mogoče všeč puncam. Jaz sem rad neke take varovalke, ne, ampak res pa ne bi rad, da bi mogoče bila kakšna punca všeč, pa da ne bi bilo tudi iz njene strani enako. Mislim, ampak če bo pač tako, se bom pač s tem sprijaznil in šel naprej, seveda, ampak res tega ne bi si želel. No. A si pripravljen tudi na to, recimo, ti boš mogel tem izbrankam, ki bojo tam, nekatere boš mogel odsloviti, a ne? A si pripravljen na to, ti je to težko povedati? Ja, sem se že malo sam sabo pogovarjal, kako bom dejansko, ko bo prišlo do tega, odreagiral in ful mi bo težko, ampak moram priznati, da pa sem vsem v oddaji in je pač del igre. In bom se mogoče s tem tolažil, da pač kar moram. Nisem tak človek, ki bi hotel nekomu škodovati, ki ga hotel prizadeti, zato bo malo težje. No. Mislim, malo zelo težko. A misliš, da bi z dekleti, ki bi jih odslovil, lahko ostal potem še tudi v dobrih odnosih, recimo tudi kasneje? Tudi z mojimi bivšimi puncami sem načeloma v dobrem odnosu, nismo neki prijatelji, smo pa v odnosu dobrem, ko se vidimo. Ne izključujem tudi tega pri ostalih puncah, ki jih bom vrgel ven iz šova, oziroma poslovil v šovu od njih. Ja, zakaj pa ne? Če bova čutila neko prijateljsko energijo in se imela super v družbi, zagotovo. Kaj pa recimo, bom rekel, ta the worst case scenario, a ne? Najslabši možni, nobena ti ni všeč. Kaj potem? Jaz grem noter tak, kakršen sem. Silil se ne bom, če bom začutil energijo, ljubezen, karkoli, zaljubljenost, bom pač se prepustil užitkom, če pa ne, pa pač ne. Bom spoštoval vse punce in probal na lep način povedati, kaj čutim, zakaj ne čutim tega in tega si res ne želim, ampak če bo treba na ta način, pač tako mogo narediti. Ok. Pol pa, Grega, deva še nekaj povedati o tebi, ne? Tako bom rekel, ene take splošne zadeve, da malo več zvemo o tebi, ne? Odkot prihajaš? Sem iz okolice Ljubljane in to je Lavrica. Se pravi, pri Rudniku je Lavrica, tam sem jaz. Živim sam že od 17 leta naprej, se pravi, rečemo dobre 13 let. Zdaj si pa star koliko? 30 let sem star. Kot najstnik si začel živeti sam. Kako to? Imel sem težko otroštvo in so se z mamico odselila od očeta pri 17 letih. Ker pa je bila neka specifična situacija, sva pol tudi midva bila ločena, mislim, ločena kot živela ločeno, ampak sva bila zelo povezana vse. Kako si se pa potem znajdel kot tako mlad fant? Mami mi je bila zelo dober
podpornik, zelo dobra podpora, no? Ona je zelo močna oseba. Vedela sva, kaj si nisva želela in sva mogla zaradi tega iti stran in sva še toliko bolj delala na tem, da bi spoznal, kaj je prav v življenju, ne pa to, kar sem imel doma in sem videl doma. No? Bilo je težko, ne moram reči, da ni bilo težko, ampak tam, kaj je volja, tam je pot in zato je mogoče ta sanjski moški kot naziv še toliko bolj neka čast oziroma neka potrditev, da sem iz res slabega stališča v življenju zrasel vsaj neko spodobno osebo in če so oni to v meni videli, mi je res pač kot neka čast. A si ti edinc? Ne, jaz imam brata dvojčka. Brata dvojčka? Ja, jaz sem 5 minut starejši. Brat je pa trenutno v Ameriki, pa še čisto drugačna sva dvojajčna dvojčka. Živi pa on v Ameriki že zadnjih 10-12 let. Tako da sva redno na liniji, ampak vidiva se pa rečemo enkrat na 2 leti. Torej ni bojazni, da bi zdaj tvojega brata dvojčka ustavili noter v oddajo? Ne. Te bojazni pa ni, to pa ni. Glede na to, da si se vključil v ta šov, verjetno si povedal bratu, tudi mami, a ne? Kako so tvoji reagirali na to? Brat je bil neizmerno vesel, ponosen na mene. Ogromno bolečine sva že v življenju dala čez in bolj ena taka potrditev, ki pride, mi je bil res nek tak čustven trenutek, no? Ker je rekel pač, evo vidiš, verjel sem v naju, in to mi je že kar težko povedati. Verjel sem v naju in tebi ratal, no? In tudi njemu je v Ameriki ratal na nek drug način, ampak nisva postala to, kar je bil oče, oziroma zašla s poti, ampak sva najdla vsem pravo pot. Kaj si ti po horoskopu? Oven. Moram priznati, da glih proti koncu daje, ko bomo snemali, bom imel rojsten dan. Tako da to bo še v daji. Torej si tipično oven? Bi rekel, poznaš, daš kaj na te horoskope? Delno dam, ampak včasih se mi zdi, da sem bil veliko bolj trmast. Zdaj sem pa malo tole reguliral in nisem več tako trmast. Je pa moto prišel video zmaga kar prisoten. Sem kar borbena oseba, tako da če je kaj tekmovanja, nisem glih tako vse mi je, ne? Pač mi ni vse. Ok, potem pa zdaj, ko sva že ravno pri lastnostih, a ne trmast nisi več, katerih je recimo tvoje 3 ali pa 5 najboljših lastnosti? Prvo bom rekel, da nisem škodljiv, da nočem nobeno nič slabega in to je ena taka lastnost, na katero sem res ponosen. Mogoče bi izpostavil, hočem tako mogoče malo nekaj povedati, ampak dejansko kaj čutim, kakšen sem jaz. Dobro, nisem škodoželen, sem zelo nežna duša, no. Sem romantičen in tak bolj nežen. Mogoče ne zgledam nežen, ampak v sebi sem kar nežen, tako da to še ne vejo, bojo še spoznale. Lastnost pa mogoče nobena ni taka, ki bi rekel, zdaj te stojim, lahko pišem. Mogoče bi tako rekel, da sem spoštljiv, iskren in ne škodoželen. To je mogoče najbolj taka stvar. Zdaj, če bi bil neko kolerik, bi rekel, sem kolerik in je to, ampak nobena tudi pozitivna, negativna so pač nekje v mejah normalnega in nobena ne izstopa razen teh par.